Droge gledalke, drogi gledalci, z mano tukaj pred mojim hramčkom so mladi dolejci, bude sreča, bude. Bravo, zdravo. Kako ste, kaj? Živa. Pa super, kaj ćemo reći? Kaj ćemo reći, super smo. Kako se kaj tle bolj na Kranjskem počutite, kot neče iz Dolejska? Pa cela Slovenija je ena družina, kjer smo je v redu. Aj, to je pa res, to je pa res. Ej, drugače pa vi ste bolj Podgorci, ne? Absolutno. Čisti Podgorci. Čisti Podgorci, ne? To sem prečetal, vete, na internetu. To sem prečetal, da ste vsi okoli Podgorja doma, ne? Točno to. In kje ste se pove dobili, ne? Dajte mi povedati. Kakšni so bili vaši začetki, ne? Ja, zdaj v bistvu naši začetki segajo že več kot 23 let nazaj. Jaz pa Tomaž sva soseda in že od malih nog sva iskala neke možnosti, kako bi v življenju pač v svoji doživela neko glasbeno kariero, kjer bi pač udejstvovala tisto, kar sva oboževala v tistem času. In ja, pač našla sva Ladota. Lado je namreč iz sosednje vasi, sicer bratranec od mojega očeta, in tako da so v bistvu neke vezi že stkane na začetku. In ja, potem šla pa zgodba naprej. In to ste se dobili pa verjetno, če je to ena vas, pa druga vas, ne bi sigurno neka veselica, a? Nismo glih veselice imeli, pač vsi smo radi za žogo tekli. Fuzbal, ja. Tako da na v bistvu po eni tekmi, fuzbalski tam prijateljski med vasem, smo čisto tako prišli skup z idejo in smo kar zašpilali. Pač a že direkt po tekmi? Direkt smo zašpilali in to je kar zvenelo že takrat, ne. In veselica po fuzbali, in družba, in pijača, in vse bilo vredno, ne? No, nismo bili še toliko takrat uigrani, tako da smo šli kar na samo. Aha, zdaj se meške nadmakli. Pa tudi pijače ni bilo še tako, ne, ker Simon je bil šele 11 let star, no, jaz sem ima več. Dolg cajta nazad, mislim, dolg smo bil sa mlad. Ja, pa že ampak tako, inštrumente, ali pa neka muzika so verjetno že kaj v familiji delali tu, da so povezani. Ja, v bistvu, jaz imam očeta, ki je v bistvu že celo življenje bil ljudski godec, tako da sem jaz že to muziko doma. Simon ima tudi korenine, pa starega očeta je tudi igral, pa kitarist Lado je pa tudi, so imeli pa sploh. Z glasbene družine, čisto. Niso bili študirani glasbeni, ampak samouki, dobri samouki. Vi ste pa tudi poju kakšna šola hodila, tudi samouki? Jaz sem potem, v bistvu, ko smo začeli, sem sporedno še glasbeno šolo hodil. Sem je učil Franci Arh iz vaših koncev, tako da... Pa da boš imel moj sost. Res? Brez jebance, mislim, ne zdaj več moj sost, no zdaj se je preselo v Brežiški koncu, že pa Levci. Drugač pa moj sost, nek manj, z Skovca. Hvala lepo pozdravljam. Hvala lepo pozdravljam, pa niso. Tako da ja, on je bil mentor za bariton v nižji glasbeni šoli, tako da ja, Tomaž je pa v bistvu že najbolj, da sam poveš. Jaz sem pa v bistvu harmoniko špilal, pač učil nekako sam se, pa to v glasbeno sem hodil pa za trubento, no. Za trubenta? Ja, se to je podobno trubenta. Čisto. Tipke so, ne. Ja, to je pa to. Sem mehani, ne. Sem mehani, ampak čisto neč podobne tipke, ne. Pa malo menih je, ne. Dobar, neč drugega. Da mi povej, kako gre pol to, da si v glasbeno šolo hodil na trubenta, doma pa harmonika špilal? Ja, da je pač malo razlike, ne. Kasneje smo tudi s kitara malo začeli in vse sorte. Vse inštrumente. Če si glasbenik in pač ni over. Ja, moraš špilati. Ni meja med inštrumenti. Moraš špilati več inštrumentov, ne? Bolj zanimivo je, ne. Bolj zanimivo, ne? Tako da, če že, recimo, tako se pa mi malo pohecamo, če že žensko moraš imeti eno in isto, ne, pa lahko, vsaj pri harmonikah, ali imaš 3, 4, pa imaš pa še kakšno drugo. Mi vidva poj povedala, ko bojo kamere se ugasle, če je sam ena ženska tlele. Pa pustimo zdaj dekline, pa gremo mi na prvo vednost, pa danes pove, če ste za to. Ta se imenuje Kdo je pravi? Kdo je prav?
To bojo gledalci ocenili. Ta video spot oziroma ta pesem je nastala skupaj v sodelovanju z ansamblom Prva liga. To so fantje, s katerimi smo dobri prijatelji. Pač pesem je malo hudomušna, govori o nekem rivalstvu med mlajšimi in starejšimi, tako da pač gledalci Se nam nekaj pada. Ja, palica. Zgleda, da je potrejše, veš. Tako da ja, to smo pred leti potem tudi video spot posneli in gledalci na ocenijo, kdo je pravi. Kdo je pa avtor besedila pa melodija? Avtor melodije je Lado, naš kitarist, ki ga danes ni med nami, ampak še vedno med nami sicer. Avtor besedila je pa Matej Kocijančič. Odlično, fantje, če sta za to, gremo pa gledati. Gremo. Na, deva. Drage gledalke, dragi gledalci, prvi video spot danes od mladih Dolenjcev, kdo je pravi? Na, pa prečetite, pa presudite, kjer je ta prav. Smo Dolenjci, vsa Slovenija to ve, in le za dobro muziko razbija nam srce. Nekoč je druga rekla nam, da rada nas ima, a tista punca je sedaj že nekaj let gospa. To mi smo Prva liga, radi pojemo na glas, in v naši družbi vedno vsem prehitro mine čas. Bi punce rade, da bi kdo od nas pod oknom pel, in vsak dolenjski oče bi zavzeta nas imel. Kdo je pravi, ko na oder se postavi? Kdo je glavni na zabavi? Je premlad ali prestar? Kdo je pravi, ko se zavrti v glavi, kada s cvičkom se nazdravi? Hitro smo vsi za stvar. Še malo boste zrasli, nekaj let preteklo bo, a do takrat pač jasno je, mi Prva liga smo. Z Dolenjske ste mladost, pa je že stvar preteklosti, zato pa mladi smo Dolenjci zdaj lahko le mi. Kdo je pravi, ko na oder se postavi? Kdo je glavni na zabavi? Je premlad ali prestar? Kdo je pravi, ko se zavrti v glavi, kada s cvičkom se nazdravi? Hitro smo vsi za stvar. Pravi, ko se zavrti v glavi, kada s cvičkom se nazdravi? Hitro smo vsi za stvar. Kdo je pravi? Evo, dragi gledalke, dragi gledalci, z mano še kar mladi Dolenjci in Simon ter Tomaž. Bobje. Prav te ste s Podgorja, špelate že kar en cajt, druga ste en z drugim vesej.
Dajte mi povedati, kje ste že kaj špilali, no? Vem, da imate kar ne par dosežkov, ko ste že okoli špilali po tej naši ljubi Sloveniji, ja? Kjer najbolj ponosna, recimo, pa največ vam pomenijo? Ja, zdaj, če govorimo o samih nastopih, imamo pravzaprav doma en zemljevid, pač mi, ko smo začeli, še niso bile tablice tukaj razširjene, in so imeli dejansko zemljevid, kjer je oče, pač kater je bil na začetku kot moja osebna izkaznica, potem pa je seveda vsem tem času bil z nami kot tonski mojster, pa kot neke vrste menedžer. In on je, še zmeraj je tudi, no, tako je. In on je vsak kraj, kjer smo bili, ga je s flomastrom pocahno. Ja, in zemljevid je enobarven. S kakim šerim, rdečim, plavim? Ne, je bilo iste barve, ves čas taka zelena, se pravi zemljevid je zelen. Zelen, naša zelena Slovenija. To pomeni, da smo Slovenijo prešpilali po dolgem in počez. In to je največji ponos. Ni velik ansambl, ko lahko reče, da je prešpilil celo Slovenijo. Ko se pogovarjam, vem, da hodijo malo po ta konc, bolj konc, da pa vse posod pa jih ni velik. Pride obdobje, ki pač nekje si v enem konc malo več. Pa drug konc. Drugače smo pa tudi od zunaj precej veliki igrali. Deutschland, Österreich, Amerika, Kanada. Amerika, Kanada sta vi kar hiter šli, ne? Ja, relativno hiter, tam leta 2003 mislim, da. Ampak jaz bom rekel tako, da Slovenija je še vedno najlepša. Je, ne? Ko se vrneš domov je čisto drugačne. Že ko potegneš se v pljuče, ne? 0,5 v zraku, tako da ne pozabno. Je nek občutek pač spet drugačen, ker priješ med te zamejske Slovence, te tako sprejmejo pač z posebnim načinom, ne? Drugače je pa, se pravim, da bomo to že je bilo hit, koliko smo bili, en mesec nekje, ne? Po 14 dneh je bilo tako domotožje, da smo kome čekali. Da grede nazaj, ne? Je pa lepo, kako te tej Slovenci po zamejstvu sprejmejo, ne? Se mi zdi, da včasih je več, bi človek rekel, kako bi to rekel, da so bolj veseli Slovenije, pa tako naprej, bolj domoljubni, kot pa mi sami Slovenci, na tak način. Ja, vsekakor, seveda je vsaka stvar, katere nimamo na dosegu, slajša. Slajša. In oni seveda korenine ne pozabiš nikoli, si v drugi državi, vsi seveda državljan tiste države, prebivalci države, ampak srce je pa pač drugje. Drugje, ja, to je pa res. Se ljudje pač si ustvarijo družino, živijo dalje, ampak ves pač s koreninami pa obstaja. Ki je pa bije, ne? Tako. Na tej naši mali zeljeni Sloveniji. Tako. Po festivalih ste to špilali? Ja, na začetku smo se ogromno udejstvovali festivalov, ja, in tudi se bom malo pohvalil, no, bili zelo uspešni, mislim, da smo imamo preko 30 festivalskih nagrad. Potem pa smo pač s tem malo prenehali, ker smo prepustili. Ne, imajo še drugi malo priložnost, ne? Ja. Zdaj prideš do ene mire, pa ne imajo še drugi malo, da pridejo do tega, ne? Da ustvarjajo, ne? Točno tako. Koliko vse skupaj komadov ste posneli, se spomnite? Posnetih je okrog 50 komadov. Ste tudi kaj sami avtori besedila pa melodij? V bistvu melodije vse sami. Vse sami? Melodije vse. Razen eno priredbo smo v bistvu Slakovo posneli, ne? Kaj je že tale? Meni ni zabogatijo. Drač samo skoj pa... Besedila so nam pa vsi ti pač priznani tekstopisci pisali. Melodijo pa sami? Tako. Ker tu se spravite, dobite tekst, pa začnete po občutki, kaj bi pasali tistim teksti? Pesem je enostavno, pač, če pride pravo besedilo, pride dobra ideja in nekako mi zagovarjamo tezo, da pač ansambli naj ustvarjajo svojo glasbo, ker sami sebe najbolj poznajo. In sam sebe na nek način izraziš. No. Pač in s tem tudi narediš nek svoj stil, nek svoj melo, svojo prepoznavnost. Ker če pa ne bom rekel, seveda so vsi glasbeniki, kateri ustvarjajo glasbo, so perfektni, vrhunski glasbeniki, ampak nekako pač je to neka
tuja, bom rekel, Ni tvoje, ni tvoje ni duše. pristno, tako je. Ni duše, to se ve. Tako je. Ne, če ni tvojega noter v Moskvi, je pa bilo kakšne stvari. Sicer je treba poudariti, da včasih se zlije tudi ta mešanica zelo dobro, ampak nekako pač se mi zdi, da je pa bolj, da sam delaš. Bolj ljudje čutijo, da se to verjetno sami tudi vidite, vi še bolj poznate ta muska pa ansamble različne in točno vidite, verjetno, ko že špilejo, tu so pa pove sami naredili, pa dekljete, pa to pa niso naredili sami. Ko že vidiš, kakšen odnos imaš, po moje, na obrazi te peše, pa če še pa ničiš. Vsak ima neke svoje ideje, svoje poteze in ponavadi, ko slišiš kakšen komad na radiju, že točno veš, to je pa sigurno ta napisal. Ko ima nekšen kaluk. Tako. Pobje, gremo mi na naslednji video, če ste za to. Lahko. Naslov je Nisem pozabil. Ne pozabil drugače, jaz pa tako, glej rečemo pozabil, če je pozabil. Podolensko, ni drugo. No, vidiš tako. Dajte mi povedati, če govori video spot, kje ste ga snimali? Ta video spot je pravzaprav iz festivala Ptuj. V bistvu ni video spot, ne? Tako, je v živo posnetek, ja. Je pa v bistvu ta pesem tekmovala oziroma zmagala, bila najboljša skladba 4. desetletja, ker so namreč na tem festivalu zbirali zmagovalko 50 let, se pravi, festival je praznoval 50 let in najlepšo skladbo tega festivala so iskali in zmagala je sicer skladba Te domači viž od Fanta z vseh vetrov, pač vemo, super skladba, tako da jim še v tej priliki to čestitamo, no ta naša pesmica je bila pa druga, ne. Tako da smo ponosni na to, hvala lepa, v taki konkurenci, v kakršni smo bili, je res to velik dosežek. Spobi vseh vetrov ni se zašpilati, ne? To je pa druga. No, če ste za to gremo pogledati. Lahko. Pa mogoče jaz bi se še podaril, da to pesem napisala žal pokojna Fanika Požek. Tako da, če je kje Dajmo je na zdrav Faniki, nej se ima fajn, pa nej nas posluša, pa gleda, ne? Na zdravje. Zdravje. Evo, dragi gledalke, dragi gledalci, drugi video spot od Mladih Dolencev, Nisem pozabil. Spet bom nocoj zaigral svatom na vasi, so dolgo nocnimi bom riskal in pel. Konec je san skriva mi prepolni čaši, konec je dni, ko sem bil še vesel. Zapečolan bo nocoj mlada nevesta, bisere svojih solza mi skrivala. Nisem pozabil obljub, da mi bo zvesta. Vedno bom nosil jih sredi srca. Nisem pozabil, dekle, nocoj bom igral, če tudi mi poči srce. Nocoj bom s harmonika zadnjič za tebe zapel, a zjutrišnjim dnem nekam daleč odšel. Sem grad nad oblak modre višine, videl pa nisem globi temni strmi. Zdaj vem, kako sreča se
hitro razpline in da ostane samo še spomin. Nisem pozabil, dekle, nocoj bom igral, če tudi mi poči srce. Nocoj bom s harmonika zadnji za tebe zapel, a zjutrišnjim dnem nekam daleč odšel. A zjutrišnji dnem nekam daleč odšel. Drage gledalke, dragi gledalci, evo z mani še kar mladi Dolenjci in Simon ter Tomaž. Glej, ko ste gledali zdaj letalje video spot, nisem pozabil, smo se malo pogovarjali in imajo ko bi ena anekdota zapovedati. Nekaj se je zgodilo na tem festivalu, ko ste tole skladba izvajali. Na kaj bo, dajte mi povedati? Ja. Mislim, meni sta že, da bi še gledalci slišali, pa gledalke, ne? No, pa bom pa še vam zaupali, tako. Ta festival se je odvijal leta 1999, ne? In seveda mi smo šli na ta festival iz Novega Mesta na Ptuj in ko smo prišli gor, smo pazili, da nimamo škorn od narodne noše, ne? Škorn, pozabil. Pa pobje, škorne. Škorne. Kako? Ja, žal, se zgodi, ne? Ni noben oziv. Noben. No, zanimiv. In kaj ste pa rešili? Ja, pač bila je zadeva, da smo bili z ansamblom, s katerim smo bili skupaj v garderobi. Oni so bili, se pravi, en ansambl, ne direktno pred nami, ampak še, se pravi, dva pred nami. In ko so oni prišli iz odra, hitro se zud, gremo pa na oder gor. Pa so bile vsaj številke mrenglih tam? Ma je bila velika. Velika, dobro, to je dobro. Samo da ni premalo, veš, kaj bolj prsti noter, veš, grab znota, da ne vedno pogleda. Zanimiv. Se drugače pa tudi tako, ko gremo na špil, kakšen tudi zmeri nekaj pozabimo. Ali kitaro, kakšne kable, to pač. Je pa, koliko pa kitara ne nabostejte? Pač ni. Ne, imamo več, imamo 3 kitare, od harmonike imamo tudi 3, tako da lahko kakšno pozabimo. Da se če pa tako samo stvari, pa mogli biti enega prav tam za pesnikarja, ko bi štel. Mama. Če imate tako stvari sami, to je, kar ni, mislim, enostavno, ne? Ja, opreme je kar velik, ne? Gre to vse v kombi, ali? Ja, gre. Kombi pa prikolica. Imamo tako, da gre pač moj oče, kot se rekel, tonski mojster pred nami, pa zadevo postavi v zvočenje in tudi pelje inštrumente, mi pa potem pridemo za njim. Ne? Tako da na ta način gre sicer lepo težko. Ja, vse to je, ne? A pol ote pozab. Ne vi! No, takrat smo se še skupaj vozili. Pa se pač nekako vsak naj drugega zgovarjamo. Dobro, no samo da en drugem ne zamer, da se še skupaj špilate, to je važno. Zamerni. No, to je važno povedati. Če bile zamere, tudi ne bili več skupaj verjetno. Tu moraš zmeri nekaj kompromis, se pa dobra vola, pa je to, ne? Točno tako. Dajte mi povedati, kakšni so kaj plani mladih Dolenjcev za naprej? Kaj boste delali? To je pa zanimivo vprašanje, ne? Ker že zdaj, ko pridemo na oder, nismo več tako mladi. Dobar, lepo je pa slišati, se poveš, da bi to večno trajalo. Pa, kaj čem reči, želimo si predvsem zdravja. Drugega, če bo to, pač bo vse ostalo, bomo pa seveda še kakšno pesem posneli, želimo si kakšno lepo besedilo, ker namreč od nekdaj smo bili perfekcionisti glede tega, tako da smo besedilo vedno skrbno zbirali in
želimo temu slediti tudi še naprej. Kakšen video spot Narediti. narediti, ne? Super. Tako. Ko boste imeli nov video spot, takoj me pokličite, tečk, video spot, imamo daljna lestvica, novo poslušaj. To povje. Ja, mladi dalejci, ko si rekel, da ste več kot star. Ja. Ti moraš reči, da ste, ko ste začeli špila, da ste bili glih v prvem razredi. Zato ste še kar mladi dalejci. Ja, se sej. bliž je bilo, pa meni da tudi hodil bliž, ne? Se nas Skoraj, večkrat vprašajo, ne, pač, kako bomo, zdaj še nekako zgledamo mladi Dolenjci, ne, kako bomo naprimer čez 10, 15 ali pa 20 let. Ne. Bom pa sem na začetku, pač pred tem bomo dodali večno, ne, besedo večno mladi Dolenjci. Ne. To je rešitev, vidiš. Rešeno vse. Vedno zmeri mlad, ne? Vesel mlad, to je to, lej, to te ne more nič pokvariti. Tako Da takrat bojo šele anekdote take ta prave, ki bomo čez 20 let pač že malo v letih, ne. Bolj Kako bomo, modri. kako bomo na oder hodili, ne, ali bomo s krivačkami, ali bomo... Takrat bomo verjetno že leteli, veš, bojo to v teste, veš, ko sem videl, da leteli. to pa ja. Helikopterje. Ja, tako pa te prepeljali, no už treba, da še inštrument Pa zraven. bo vse komod. Ja, veš, to je to je bodoče luksus, ne? Ko še mogo od ženske dobiti dovoljenje za aviacijo, veš, to je vprašanje. Če bo teleportirali iz sedežne na oder pa nazaj. To. Vmes, ko že nagledaš televizijo, evo, pok. Grem med reklamami To je še nekaj sploh ne uvedla, kje smo bil? Na WC-ji. na koncertu. To bilo pa dobro, tudi za mene, veš? Tudi? Marija, lahko daj na špricer, mi ga dej smokneš v gostilna. Pa sploh ne vem. To, če nam začel jaz fizika študirati, da tole da študiraš, še dokar sem jaz Vse eno anekdoto povedal, zanj smo bili v bistvu v gostilni, smo šli z enimi prijatelji malo na eno zvečerno pivo, no. Pa pride kolega v copatah sobnih, prileti noter. Ne mi hitro je špricer prav, ne? Hitro spije, prav, kaj pa je, kje vas si, ne? Moč sem smetine, jaz sem. Pa je maj podojšo. Dobre. Fantje, odlično bi bilo z vama, res. Prav, se vidi, da sta še mlada, ne? Se vidi, da sta še mlada. Se trudimo biti. No, to je važno. Hvala, ker ste bila moja gosta. Upam, da se še daj vidva, da se slišimo. Ko bo nov video spot, pobje sam pokličite, pa damo na naša video lestvica. Štima? Zmenjeno. Preden pa gremo, moram pa napovedati še zadnji video spot danes. Naslov ima Nocoj je druga rekla mi. Kaj pa je rekla druga? Če bi šel z mani? Ja, dajmo se pač spet predstavljati, ne? Domišljeja posma pot, a? Tako. Kje ste to Mislim, sej snimali? se pesem pove svoje, ne? Ja, to je pa že dolgo, časa kar. nazaj, ja, mislim, da okrog leta tam 99-2000. Zdaj kraja, bom po pravici povedal, da se niti ne spomnim, bilo je tam okrog Grosupla nekje, no, ampak točnega kraja se pa ne spomnim. Ja, tam se vidi, da so bili še mladi, no. No, evo, genau, mladi Dolenjci, ne? Tako. Simon, Tomaž, Stokar Bohlonika sta bila moja gosta, res, pa se vedno drugi privijo. Ja, malenkost, šele v družbe, koliko bojo gledalke, pa gledalci veseli, ko ste bili pred mojim hramčkom, ne? Se imate lepo zrihtano. Ja. To je drug moj vinograd, veš? Moram sem to povedati, ja, prvo sem imel kjevder tudi, pa sem tak bekser fasil, sem ga mogel sam zabetonirati, ga nisem mogel reči, tako da to je pa moj drug vinograd. No. Zdaj se še enkrat držim. Tega pa pazi. Ja, Mirko. Hvala lepa še enkrat, ne? Hvala vam. Pa bo ta prejta. Enako. Drage gledalke, dragi gledalci, evo še zadnji video spot danes od mladih Dolenjcev, Nocoj je druga rekla bi. Na, kaj je pa rekla? Pa vi preštudirajte. Na, pa se vidimo pol na video lestvici.